za dekleti tudi v začetku februarja, torej igrala v prvi evroafriški skupini proti Poljski. Še predno se bomo dotaknili letošnjega leta in ciljev, bi uvodni del predali predsedniku Marku Umbertu. Marko, izvolite. Če dovolite, jaz bi povedal samo dve stvari. Kot smo obljubili, da bomo do 1. decembra imenovali novega kapetana Davis Cup ekipe, smo tudi naredili. To je Miha Mlakar. Miha je sicer doktor računalniških znanosti. V mladosti je bil resen tekmovalec. Zadnji 2 leti pa je bil spremljevalec našega Blaža Kavčiča. Mihata smo izbrali na podlagi strokovnih referenc in ob soglasju vseh naših igralcev. Podpira ga pa tudi predsednik strokovnega sveta Marko Por. Narediti moramo še formalnosti. Formalnost pa je, da se Miha pač potrdi na strokovnem svetu Teniške zveze. Kar se pa igralcev tiče, bi pa rad povedal tukaj tole. Tukaj sedijo igralci, s katerimi smo dosegli ali podpisali pogodbo, ali pa dosegli končni dogovor in oni bojo igrali, oziroma so pripravljeni igrati vse tekme, koliko jih pač bo v letošnjem letu. Kar se tiče 2 igralcev, kateri vas verjetno zanimajo, je Aljaž Bedene, drug je Blaž Rola. Kar se Aljaža Bedeneta, če se pogovarjamo, naša velika želja je želja Teniške zveze, da bi seveda igral, ker bi z njegovo da bi lahko bili naši cilji mnogo višji, ampak dejstvo je, da zaenkrat končnega dogovora še ni. Kar se tiče Blaža Role, smo se pogovarjali, tudi Blaža se seveda zelo želimo v reprezentanco. Dogovor z Blažom je, da zaenkrat v taki obliki v reprezentanci ne bo sodeloval, si pa zelo želi, glede na trenutno situacijo, ki bo v reprezentanci oziroma z reprezentanco nek korak oziroma nek kontakt, tako da mogoče da je v bodočnosti ali pa v kakšnih kolih, drugih, tretjih kolih, kako pač je, bomo tudi z njim dogovor, no da zaenkrat je tega dogovora želi. Hvala predsednik, ko smo pravno že začeli s predsednikovimi detajli, je prav, da nadaljujemo z Davis Cup zgodbo. Miha Mlakar, beseda je tvoja. Nov kapetan po dolgoletni prisotnosti Blaža Trupeja, torej novega na čelu. Kakšni so občutki, kaj pričakuje, kakšno bo sodelovanje, kakšne spremembe, novitete, vse postavljene. Izvoli. Živijo, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Ja, res je nekaj novega. Zdaj, sama želja, začetna želja je sigurno, da se ta ekipa uvrsti v prvo evroafriško skupino, kamor po sami kvaliteti definitivno sodi. Zdaj, to je prvi cilj, če bi pa res celotno ekipo vsela skupaj, pa če bi imeli srečo s poškodbami oziroma še večkrat, da bi se našrep na smehnu, pa mogoče tudi lahko bi lahko razmišljali o čem više. Zdaj, celotna zgodba, ta nova je nekako res v tem, da probamo narediti celo ekipo, tudi igralci, ki so tukaj nekako se zavezali, da bojo dejansko ta Davis Cup uvrstili v svoje programe, da res izkoristimo to generacijo, ki jo imamo, da res poskušajo fantje, ki so res kvalitetni, odigrati in narediti dejansko skupaj nek rezultatov, ker imamo še to možnost. Jaz pa sam, moja vloga pa v bistvu ta analitičnega samega pogleda na igro, tako da v bistvu probo dodati čim več analitičnega, čim več tega novih tehnologij, novih trendov v sportu, kar se merjenja tiče, tako da nekako se ugotovi vse detajle, vzorce na sportnikov preuči, tako da se res pravi igralce maksimum dobro, kako se lahko bojo oni dali bolj svoj maksimum in da lahko pokažemo najboljše rezultate, kaj je ta reprezentantna sposobnost. Absolutno čakamo tudi na mnenje Aljaža Bedeneta, ki bo sodeloval z Mihom Mlakarjem. Predvsem seveda o vzponu slovenske Davis Cup reprezentance, si močno želimo, imamo tukaj 97. na svetu Blaža Kavčiča in hipotetično 49. Brata Dojčka. Živo. Jaz bi rad povedal najprej hvala Teniški zvezi za sodelovanje. Sicer tukaj
Aljaža ni, ampak bi tudi v njegovem imenu povedal, da on si želi igrati, ampak mora določene stvari prej z Angleško-teniško zvezo dokončati, tako da to bomo še videli, kaj se bo dogovoril. Ja, glede Davis Cup ekipe kot celote, pa jaz mislim, da lahko gremo v svetovno skupino, ker s Kavčičem, Rolo, Urbanijo, Kočevodem, pa Aljažom so zelo dobra ekipa. Z Markarjem pa še razločno. Ga nisem videl, tam da se skril pa zato. Ja, v bistvu najprej seveda obračun s Poljsko. So kvalitetna ekipa. Mislim pa, da smo Slovenci boljši. Sploh upam, da bo popolna ekipa, kako pa sploh nimamo kaj za skrbeti, pa da bomo seveda zdravi, da bomo pač zmagali 5 minut, kako se zagreže. Pač, to je. In absolutno je potrebno tako gledati na to. Ne zgodi vprašaj, kaj? Hvala lepa pomočniku kapetana, Andražu Badenitu. Majk, kar izvoli, bomo kar začeli stavbo lepo po vrsti. Ocena sezone, trenutni ranking, nekaj čez 1000, bi lahko bilo bolje, verjetno da. Bi si rad želel više, tudi verjetno da, da izvoli. Najprej rekel, zdrav sem, kot že rekel, ranking ni najboljši, verjetno v bistvu je to ena najslabših sezon v zadnjem času. Ampak sama sezona je bila prepletena s poškodbami, raznimi težavami, detajle se pač ne bi spuščal. Tako da imam pa v bistvu za naslednjo leto imam samo eno željo in ta je, da ne bi bilo kakršnih koli težav, potem bojo tudi rezultati s tem prišli. Kar se pa tiče samega Davis Cupa, je bilo vsekakor zelo dobro, da smo podpisali te pogodbe. V bistvu se mi zdi, to je zelo pomemben korak proti skupnemu cilju, da bi ga glede na to, da v bistvu odnosi med nami igralci pa zveza do zdaj niso bili optimalni, se mi zdi, da je to, da je vsekakor korak v pravi smeri. In bi nadaljevali z najbolj izkušenim, vse kar se del informacije tiče, Blažem Kavčičem, o tem, čemer je govoril Majko Urbanija. Odnosi so zdaj ok in lahko skupnim vzdušjem in dobro kvalitetno igro je takšno, kjer si ti v tem trenutku na ratingu lahko računamo na uspešen rezultat boja proti Poljski, ki v tem trenutku, vse kar se posameznikov tiče, morda ni tako zelo konkurenčno, so pa super v dvojicah, ampak Davis Cup je Davis Cup. Jaz mislim, da nisi dobro preveril poljske reprezentance. Bi to popravil, no? Ker Vilž Janović je en zelo dober igralec, ki je sicer imel nekih poškodb, ampak... 123. Ja, trenutno, ja. Pa Djokovic tudi ne vem, kje je zdaj, 13 in 14. Tako da ja, no, malo šalo na stran. Jaz mislim, da je Poljska zelo kvalitetna reprezentanca in da res, da če bomo v popolni postavi, da mogoče smo favoriti, ampak vsi vemo, da so tenis kap tekme zelo težke, predvsem igra se doma, vsi od nas pričakujejo to zmago in pač bo treba dobro igro na igrišču pokazati in tam premagati Poljake, na papirju bo zelo težko. Kar se tiče Davis Cupa, meni se zdi, da, kar se mene tiče, jaz sem imel zvezo zmeri dobre odnose. Zmeri sem bil pripravljen igrati za reprezentanco, in takrat, ko sem poškodovan, ker mi to telo ni dopuščal, tako da moje stališče, kar se tega tiče, ostaje enako. Je pa res, da sem zelo vesel, koliko je Mike že omenil, da smo prišli do nekega skupnega dogovora, da smo se dejansko vsi skupaj usedeli, parkrat že in dorekli vse podrobnosti, kako si želimo, da to vse skupaj izgleda. In potem mi kot ekipa pristopili zvezi in tudi za njimi dorekli vse. Tako da to se mi zdi en velik korak naprej in meni osebno se zdi to edina pot na daljši mogoče rok, da se res naredi en res dober rezultat, koliko je ta reprezentanca tega sposobna. Kar se tiče pa osebno moje sezone, lahko rečem pa, da so bi mogoče na začetku sezone cilji v moji glavi mogoče malo večji, ampak tekom sezone so se zgodile pač neke tiste majhne poškodbe, ki so me mogoče malo omejile
in sem zato te cilje malo prilagodil. In sem zelo vesel, da sem pač uspel ostati med teh 100 igralcev na svetu. To je bil tudi tisti glavni cilj do konca leta in sem zelo vesel, da bom lahko pač nastopil v tistem glavnem turnirju v Australiji Open, kjer je zelo rad igram in kjer so kvalifikacije pač peklenske vroče in nobene želite. Se pravi, na svetovno odhajaš v ta zaključni del priprav pred odprtim prvenstvom v Avstraliji, je dobro pripravljen, kažeš kakšna poškodba morda? Moje priprave še niso začele, ker sem par dni nazaj poletel iz Indije in sem še malo pod vtisom Indije, ki je pač čisto neka drugačna kultura in pač država. Tako da trenutno je meni glavna stvar, da pocelim tiste stvari, ki so se nabrale skozi leta, da se malo spočijem, ker nikoli v tem letu nisem imel tega časa, da bi res si vzel čas čist od tenisa in pa delal mogoče kakšne stvari, ki me tudi izven tenisa veselijo, ampak je bilo zgolj vse usmerjeno v tenis in v dober rezultat. Tako da sigurno me čaka zdaj par dni še počitka, potem pa se zelo veselim že začetka teh priprav in upam, da se bom dobro pripravil na naslednjo sezono. Tudi mi to želimo. Hvala, Blaž Kavčič. In ob koncu moškega dela novinarske konference tukaj v City teatru še dva, ki sta skupaj na lestvici ATP 832 Nika Zboršek, 833 Dom Kočevar Dešman. Vajen pogled na novo, ali drugačno obligatorno sodelovanje s temi Slovenijami in pa seveda o ambicijah, predvsem vajenih ambicijah za novo sezono. Jaz sem vesel, da smo se končno zbrali, da si najboljši in res, da se zdaj mogoče še zadnji moment, da smo se zbrali, da probamo res nek velik rezultat narediti kot reprezentanca, kot ekipa, ki je pač, tako kot se fantje rekel, da se vsi res dobro zastopimo med sabo, tako da je bilo res škoda, v bistvu, da se to že zdaj ni zgodilo in smo veseli, da nas je tudi Teniška zveza poslušala, da so nam prišli nasproti in da bomo lahko začeli v bistvu s tem sodelovanjem naprej. Kar se tiče moje sezone, letos je bilo nekaj menih poškodb, sezono sem končal že zelo zgodaj, tako da zdaj sem končno zdrav, delam v bistvu predvsem na kondicijskih pripravah in upam, da bom v začetku januarja že pripravljen za prvi turnir. Nika Zboršek, mesto vajajoči na lestvici ATP, koliko v resnici? Ja, jaz mislim, da je to zelo podobno. Bilo nekaj odrast pravne stanje. Ne, vse so fante za vse povedano. Kar se tiče Daviska, pa se sem zelo vesel, da se bomo zdaj končno zbrali. Upam, da bo to resno, ker se bomo februarja dobili, da bo to. Da tega tiče res super. Zavedali smo se s pogodbo, kar se ne zdi več narobe. Ker smo neka garancija, da bomo res prišli. Kar se tiče moje sezone, pa isto, da so že fante povedali, da sem poškodba in sem imel nekaj dobrih trenutkov v sezoni, ki je pol so mi poškodbe prekinile. Tako da enostavno nisem mogel pokazati vsega, kar znam. Tudi jaz sem začel pripraviti na novo sezono, da je enkrat vse super, zdravje služi, tako da upam, da bomo začeti januarja. Gremo na prve turnire. Zaenkrat še ne vemo, Turčija je nekak glavni kandidat, ampak bomo še prečeli ta razpored, tako da smo tudi ostali fanti še zmed, bomo šli verjetno skupaj, tako da se pravim, jaz upam, da bo dobro vodno sezono, to bo tudi dobra pomodnica za februar, kako je prva Daviska. Hvala lepa, Nik, Tom, Miha, podpredsednik Marko, Ljud, Majk in Draž, za vašo prisotnost. Srečno v novi sezoni in začimo po športu.